Pod Lipami. Danes otvarjamo poletno sezono, ki poteka prav fizično besedno pod Lipami, dočim pride prva toplota. Lipe, ki so jih katoliški in demokratični Slovenci posadili v 50 letih, ko so kupili to zemljišče, na katerem je potem kasneje zrastel katoliški dom. Katoliškega doma ne bi bilo, če doktorja Bonutija ne bi bilo. Odigral je bistveno vlogo, zato da so lahko goriški Slovenci kupili to zemljišče in potem v 10 letih zgradili ta center v mestnem središču v Gorici, kjer so odraščale, se formirale in delovale različne generacije goriških Slovencev. Tudi jaz sem tu zrasla, sicer otvoritve katoliškega doma nisem doživela, ker sem tu delovala kasneje, ampak v otroških in mladinskih letih sem tu delovala, predvsem pa potem po obnovi v kulturnem centru Lojze Bratuš. Današnji večer prirejamo v klasičnem tandemu, ki prireja srečanja pod Lipami že 3. leto, in sicer Kulturni center Lojze Bratuš in Anton Gregorčič. Ob teh dveh sredinah pa še založba Goriška Mohorjeva družba. In to zato, ker danes predstavljamo pomembno knjigo pomembnega Goričana, in sicer spominske zapise med izbiro in zgodovino doktorja Bonutija. Sogovornika ob našem uglednem gostu bosta monsignor Renato Podbersič, ki je predsednik naše goriške založbe, najstarejše zamejske založbe, kot radi pravimo, in pa Marko Tavčar, časnikar Marko Tavčar, ki je urednik pri založbi in je tudi sodeloval pri sami izdaji. Zato jaz predajam njim besedo in želim vam prijeten in zanimiv večer, kar gotovo bo. Dober večer vsem skupaj, posebej damam in potem gospodom, tukaj v senci pod temi krasnimi lipami in ob tako čudovitem vremenu sedaj, ko se je malo umirila vročina, upam, da bomo globoko doživljali nocojšnji večer. Goriška Mohorjeva družba vas toplo pozdravlja in vam s to knjigo dr. Bonutija polaga v naročje, če smemo tako reči, bogato knjigo, ki jo lahko primerjamo s prispodobo zgodovine. In sicer, poganska zgodovina je pojmovana kot kača, ki si grize rep, to se pravi krog, ki se ne ustavi. Medtem ko krščanski pogled na zgodovino in tudi zgodovino odrešenja pa gleda na zgodovino kakor na drevo, ki raste iz močnih korenin preteklosti, ki ima dobro deblo, močne veje, listje, potem cveti, obrodi sad in ta sad gre v večnost. In ko gledamo našo zgodovino, večkrat se ustavljamo zgolj pri nekih deblih ali debelih vejah, to so bogate zgodovine več ali manj slavnih plemiških rodbin, manjka nam pa večkrat tisti droben pogled na vejce, listje, pa tudi čudovite sadove, ki se skrivajo med listjem. To je pa drobna zgodovina posameznikov in na to zgodovino bi rada opozarjala tudi Goriška Mohorjeva družba, zlasti za zbirko Naše korenine. Do sedaj je s to knjigo dr. Bonutija izdala 25 takih biserčkov, med katere spadajo gotovo tudi knjige Obe črniški kroniki, potem Cerkljanska tragedija Borisa Mlakarja, pa potem dnevniški zapiski tudi monsignorja Klinca in podobne stvari. In sem prepričan, da bo tudi knjiga dr. Bonutija našla eno tako dragoceno mesto v tem drevesu naše narodne zgodovine, še posebej zgodovine tukaj na Goriškem. Hvaležni smo kot založba našemu avtorju. Opozarjam, da njegov slog pisanja je zelo prijeten, se boste dobro počutili ob njem, ko boste brali to knjigo. In na koncu današnjega večerja bo gospod avtor gotovo na razpolago
tudi za podpise v to lepo knjigo, za katero se mu še enkrat v imenu naše založbe toplo zahvaljujem. Želim prijeten večer. Hvala monsignorju Podbrziču za te uvodne besede in kolegici Eriki Jazbar, ki nas je pozdravila v imenu doma, kjer se pač ti večeri vrstijo. No, ko nam je dr. Karel Bonuti, naš cenjeni in spoštovani rojak, ob neki priliki omenil, da pripravlja, da piše svoje spomine in da bi jih rad ponudil objavo Goriški Mohorjevi družbi, smo bili tega ne samo veseli, tudi zelo počaščeni. Že naslov nam pravzaprav veliko pove, saj izpostavlja znano resnico, da je človek res bitje, ki mu je dana sposobnost nekega svobodnega odločanja, se pravi izbire. Vendar obenem tudi nekje istočasno pove, da smo neizbežno ujeti v tok zgodovine in da fortune rota volvitur, se pravi, da se spreminja ta tok lahko. No, to poudarja pravzaprav tudi v uvodu profesor Peter Vodopivec, za kar smo mu zelo hvaležni, da je sprejel povabilo in napisal imenitno spremno besedo. Vendar zame je še zlasti zanimiv podnaslov, in sicer Spomini goriškega Slovenca. Kajti pridevnik goriški, po mojem mnenju, zelo jasno opredeljuje dr. Bonutija, kajti prostor neizogibno zaznamuje človeka, okolje, v katerem rasemo, v katerem se vzgajamo, v katerem pač spoznavamo svet in ljudi in kulturo, nas neizbežno zaznamuje. Tako je dr. Bonutija prav gotovo zaznamovalo vsakodnevno, lahko rečemo res vsakodnevno, druženje s cvetom tedanjih slovenskih goriških osebnosti, tako duhovnikov kot vzgojiteljev. Med temi recimo naj omenimo neutrudne kulturne delavce, kot je bil profesor Joško Bratuš, kot je bil potem v kasnejših letih Rado Lenček, ali duhovnike Kacin, Anton Kacin, nedvomno, ali pa duhovnike, kot je bil kancler monsignor Setničar, profesor Ivo Juvančič, duhovnik sicer mlajše generacije Mirko Reiner in mnogi drugi, ne nazadnje profesor Alfons Čuk, o katerem danes skoraj da nič ne vemo, vendar je odigral v tistih medvojnih in vojnih in prvih povojnih letih zelo pomembno vlogo tukaj na Goriškem. Potem pa se je tudi sam preselil v Ameriko, kar je bilo pravzaprav nekaj odločilno, da je tudi, kot bomo mogoče slišali, dr. Bonuti šel preko Atlantika. No, da ne bom dolgo vezil, bi za uvod dr. Bonutija prosil, da nam pove pravzaprav, zakaj in kako se je odločil za pisanje in pravzaprav s kakšnim namenom, če bi lahko danes večer to zvedeli. Prosim. Hvala. Dragi prijatelji našega slovenskega hrama, dovolite, da izrazim svojo hvaležnost uredniku Goriške Mohorjeve Marku Tavčarju za skrb, ki jo je izkazal pri vodenju tiskanja teh spominov, kako tudi današnjega večera. Zame je današnje srečanje pomembno, ker mi je dana prilika, da poudarim vlogo pokojnega škofa Gregorja Rožmana v zvezi s finančno pomočjo ameriških Slovencev ob času gradnje Goriškega katoliškega doma. Bil je čustveno angažiran, saj je sam prihajal iz avstrijske Koroške, zato je sočustvoval z usodo goriških Slovencev pod Italijo. Njegov največji finančni prispevek pa si je izkazal po končani akciji, ko je za odpravo obstoječega posojila več mesecev oskrboval
z velikim številom mašnih intencij, katere sem na to pošiljal dr. Humarju, ki jih je po dogovoru razdeljeval goriškim duhovnikom za maševanje brez honorarja. Denar od naših intencij pa smo pošiljali v Vatikan pokojnemu monsignorju Jezerniku, ki je vse usmerjal goriškemu odboru. Seveda, ta dejavnost o skupnih podvigih v pomoč goriškim Slovencem je sedaj le del naše goriške zgodovine. Izjemno pomemben, celo kritičen za bodočnost Slovenije, pa je že pred 60 leti škofov poziv, kot je meni znano, verjetno prvi poziv do narodne sprave. To škofovo vizijo še danes nismo popolnoma dojeli in vendar to je profetični poziv k pomiritvi razklanih vezi slovenskega naroda. Spomladi leta 1953 leta kot predstavnika Rožmanove katoliške akcije sva z inženirjem Jožetem Sodjem, Rožmanim medvojnim ožjim sodelavcem, proti večeru se najavila za sestanek v njegovi skromni dnevni sobi v župnišču svetega Lorenca, kjer je živel vsa ameriška leta kot gost župnika monsignorja Omana. Po kratkem razgovoru sem mu izrazila namen najnega obiska, namreč občudovala sva, kako vsako leto v mesecu maju Američani se z slovesno versko pobožnostjo se spominjajo vseh povojnih padlih druge svetovne vojne. O pogledu na ta plemeniti dogodek sva ga prosila, če bi tudi mi, slovenski begunci, vsako leto s svetomašo in žalnim obredom se poklonili spominu pobitih domobrancov s prošnjo, da bi to pobožnost vodil on sam. Njegov odgovor je bil takoj pozitiven in obljubil, da bo z veseljem vodil to žalno pobožnost. Vendar tako je dodal, prav pa bi bilo, da se spominjamo vseh padlih in pri tem je mislil na padle partizane. Seveda, njegova pričakovana vključitev vseh padlih, torej tudi partizanov, je bila sva presenečena, da velika večina beguncev bi tako bogoslužje težko sprejela. Še močneje pa naj jo presenetil z drugim delom svoje izjave. Ne moremo soditi, to prepustimo Bogu. Te besede so imele za najino zavest nekak apokaliptičen učinek. Mi ne moremo soditi, to prepustimo Bogu. Bolj, ko sva se poglabljala na škofove izrečene besede, bolj globok pomen so imele, saj to izraža katarsko za slovenski narod. A naj potem pozabimo na tisoče mladih žrtev, na pobite nedolžne otroke? Priznati pa moramo, da naša sodba je le človeška, nepopolna, zato z našim razumom ne moremo dojeti, kar naj bi bilo zakrito za tako grozljivim človeškim dejanjem, saj se upira zdravi pameti. Ob tem pa mi je prihaja na misel tisto srečanje Jožeta Mausarja, duhovnika begunca z Amerike, kateremu so pobili 9 članov družine in je pred nekaj leti kot ameriški državljan ob obisku domače vasi se srečal z enim ubijalcev.
in mu segel v roko. Le s takšnimi mislimi in razumevanjem se lahko strinjamo z Rožmanovim, mi ne moremo soditi, to prepustimo Bogu. To se ujema s Kristusovo zavrnitvijo judovskega načela oko za oko. Tisti, ki v srcu goji sovraštvo in maščevanje, ne more biti pravi kristjan. To ne izključuje zgodovinarjem nadaljnjo raziskovanje in odkrivanje resnice o grozodejstvih, ki so se vrstile zlasti ob koncu vojne, brez vladnih ukrepov, ki bi preprečili nadaljnjo ubijanje. Le stvarnik našega življenja ima neokrnjeno sliko človeškega vedenja. V kakšnem psihičnem stanju so se znašli krvniki, to samo Bog ve. Zato Slovenije, za takšno sojenje prepustimo stvarniku našega življenja. Ko sem prvič prišel iz Amerike na razgovore z vodstvom ekonomske fakultete Ljubljanske univerze in pred vhodom opazil napis Kardeljeva ploščad, mi je bilo neprijetno. Kaj so ob tem napisu mislili moji sovrstniki? Ne vem. Čas pa ni bil primeren za takšno razglabljanje. Kristusov nauk naš vodi do zaključka, da kdor v sebi goji sovraštvo in maščevanje, tudi če je krščen, ni kristjan, ker takšno mišljenje v popolnem nasprotju s Kristusovim načelom, evangelijem. Zato v nepopolnem svetu, v katerem živimo, edina modra pot narodovega očiščenja in občestva je spoštovanje drugače mislečih in v dialogu z nami priti do boljšega medsebojnega spoznavanja. V obdobju vodenja Ljubljanske škofije nadškof Stres je poudarjal nujnost dialoga, kakor tudi nujnost ločitve partizanskega gibanja od komunističnega revolucionarnega prevzema tega gibanja. S tem mišljenjem, sedanjimi izjavami predstavnikov vlade in države, kakor tudi cerkvenih voditeljev, morda se nam obeta novo poglavje narodne zgodovine. Hvala. Hvala, dr. Bonuti, za to pričevanje pravzaprav. No, nekaj ste imeli opraviti tudi pri povratku posmrtnih ostankov škofa Rožmana v Ljubljano. Če bi mogoče nekaj povedali tudi o tem. Ta želja, da bi prišel škof Rožman po njegovi smrti v Ljubljano, v njegovo stolnico, je bila osebno njegova želja, vendar ni pričakoval, da se bo lahko to zgodilo. Zato si je zbral v Le Montu, v samostanu, frančiškanskem samostanu, ki je v lasti slovenskih frančiškanov, si je izbral njegov grob. Seveda, še vedno je imel takšno željo in moram reči, da tole ni edinstveno za škofa Rožmana. Tudi moj prijatelj in sotrudnik tistih dni, inženir Jože Sodja, ko je umrl, je prosil, naj pišejo jugoslovanski vladi, da dovoli njegov prekop v njegovo rojstno vas v Bohinju. Ta želja se ni nikdar zgodila. Škof Rožman je nam ostal v tem trajnem spominu, da bi prišli do enega res pravega
razumevanja potrebe, ki jo ima človek, da počiva v svoji rajstni državi, v svojem lastnem kraju. In to je ostalo živo ne samo pri meni, kot zadnjemu predsedniku njegove katoliške akcije, ampak tudi pri mnogo drugih, ki so imeli priliko se s tem vprašanjem ukvarjati. No, skušal sem večkrat se zanimati, kako bi se to zgodilo, in kot se opišem v svoji knjigi, se je to se zgodilo, ko sem ne samo v začetku teh pogajanj o tej zadevi govoril z predstavnikom takratnega predsedstva v Sloveniji, z Zdenkom Rotarjem, ampak tudi z ostalimi. Vendar ta prvi poizkus ni prišel do svojega pozitivnega razčiščenja. Šele ob času, ko je postal nadškof Stres, je to zadevo prijel resno in moram reči, da je z velikim veseljem in tudi hitro to resničil, tako da danes imamo v stolnici, ljubljanski stolnici, v kapeli, kjer počiva tudi relikvije Grozdeta, tudi je pokopan ta mučeniški škof Gregorij Rožman, ki je vsa leta tako bil zaničevan in so njegovo ime prikazali v takšni negativni luči, da so moram reči, skoraj povsod bili prepričani, da je zapustil Slovenijo in celo pravijo, da je zbežal iz Slovenije, ko pa končno ni nič res, in to boste opazili tudi v mojih spisih. No, dr. Bonuti, tista leta v Clevelandu, kot smo slišali tudi uvodoma, so bila pomembna, ker ste organizirali dejansko zbiranje sredstev za gradnjo tega katoliškega doma v Gorici. In zanimivo je, da so tudi ameriški, bi rekel, staronaseljenci, staroslovenci, če hočemo tako povedati, pokazali veliko pozornost in občutljivost za te potrebe naše manjšine tukaj v Italiji. Kakšne spomine imate na tiste ljudi, ki so tukaj v Gorici udejanjali to zamisel, in kakšne na ameriško okolje, v katerem je bilo mogoče izvesti to zbiranje? Moram reči, da to mi je uspelo v glavnem zato, ker sem pri tedanjem dnevniku, časopisu Ameriška domovina, imel kot glavnega urednika profesorja Vinka Lipovca, ki je tudi sam bil v Dahu in preživel hude čase zadnje leta vojne. In je potem prišel kot begunc v Cleveland. Z njegovo pomočjo in z njegovim razumevanjem situacije nam je uspelo res organizirati močni odbor ameriških državljanov, ki so se zavzeli za to akcijo, če tudi moram reči, da velika večina Slovencev ni vedela, da v Italiji obstoja neka slovenska manjšina. Razumeli so pomen tega in so, moram reči, res žrtvovali za uspeh te akcije. Nismo mogli pričakovati veliko finančne pomoči od beguncev, ker končno so šele prišli v Ameriko in so imeli druge skrbi, kot če opažate v spisih, ki so na voljo, so v glavnem pošiljali res $1, $2, če je bilo $5, to je bilo veliko. K sreči je tam v klevelandski skupnosti tudi nekaj
moram reči, zelo uspešnih, premožnih poslovnežev, ki so prihiteli z njihovimi večjimi vsotami. To, da so staronaseljenci tako zavzeli za to, ko niso sploh vedeli za goriške Slovence, je res dokaz, da je med nami še zmeraj neka vez slovenskega duha. No, ta občutek za narod, za slovensko stvar, za slovensko kulturo dejansko vas spremlja vse življenje, od otroštva dalje, čeprav ste seveda po sili razmer obiskovali italijanske šole, vendar vas je stik s temi duhovniki, ki smo jih prej omenjali, prav gotovo, bi rekel, zaznamoval, kakor tudi tista leta, tisti meseci, pravzaprav, ki ste jih preživeli na sloviti slovenski gimnaziji pod Kapelo. Torej, moram reči, da vsa moja otroška leta so bila povezana s slovenskimi duhovniki, veliki narodnjaki, ki so se žrtvovali za obstoj slovenskega jezika, slovenske kulture na kraju, ki so ga hoteli Italijani popolnoma uničiti. To je bil čas, ki je bil res izjemen, ker ni bilo skoraj duhovnika, ki ni bil tako aktivno povezan z slovenskim vprašanjem in učenjem slovenskega jezika. Moram reči, da takšni, kot je bil monsignor Ivančič in potem Humar, so bili res izjeme, ki danes bi bile izjeme, takrat pa se je zdelo čisto normalno. Imel sem srečo, da sem z njimi precej sodeloval, vse do časa, ko sem odhajal z Gorice, in takrat mi je bil zadnji vzor delovanja slovenski škofijski kancler, ki je še vedno zelo priljubljen tukaj v Gorici, monsignor dr. Klinec. No, če govorimo o kanclerjih, vas poseben spomin veže na monsignorja Setničarja, tudi, ki je bil tudi vaš boter, če se ne motim, ne? Z njim pa ste veliko hodili v hribe, še kot otrok. Ja, sej nekaj slik je tudi tam. Moram reči, da mi je bil monsignor Setničar res za vzor in je vplival tudi na moje doraščanje. Ko smo bili prejšnji teden v Ljubljani, sem ga omenjal in pravil monsignor Pobršiču, kako je v svojem nahrbtniku, smo ga klicali Grubzek takrat, je imel vedno, smo omenil limono in je imel malo čokolade, ne? Nisem pa omenil, kar mi je bilo najbolj važno za vaš spomin, in sicer v njegovem nahrbtniku je vedno nosil tudi brevir. Bil je zelo veren in zaveden na vse njegove odgovornosti. Ko je on odhajal, recimo ob vikendih v gore, je vsak večer, vsak dan zmolil v celoten brevir. Imam sliko z njim, ki moli brevir ob Aljažovem stolpu. Dostikrat, ko sva prišla pozno v noč do kakšne malge, do kakšne koče, ves utrujen sem skoraj spal pod konci, on pa si je vžgal svečo in zmolil še zadnji del brevirja. Takšen močen občutek odgovornosti in vdanosti Bogu težko dobimo med ljudmi. Seveda, učil me je hoditi v gore ne samo poleti, ampak tudi v najhujši zimi, kar je povzročilo tudi nekaj hudih težav. Smo se bali, da
ne bom ostal živ ob tistem padcu tam na rdečem robu, ki je tudi naslikan tam v knjigi. Eno vprašanje, vi ste bil veleposlanik pri Svetem sedežu naše novo oziroma osamosvojene Slovenije. Kakšne vtise imate na tedanjega papeža, to je bil Janez Pavel II, ne? In pa ali so ti vaši diplomatski odnosi v tistem vašem obdobju, ko ste bil veleposlanik, doprinesli k kakšnim premikom na ravni Cerkev v Sloveniji, država Slovenija? Torej, nedvomno največji dosežek je bil sporazum, za katerega so se mučili kar nekaj let naši slovenski politiki in škofje. Prišlo je do uspešnega sporazuma v veliki meri, ker se je za to zavzel tudi tedanji predsednik vlade Drnovšek. Njemu gotovo dolgujemo veliko za tisto dejanje. Bil je zelo skromen, ko je prišel v Rim se posloviti, ni zahteval, da bi se srečal s papežem, pač pa samo s državnim tajnikom, kardinalom Sodanom. Še danes mi je hudo, da se nismo bolj zavzeli za to, da bi mu Cerkev izkazala hvaležnost s kakšnim večjim priznanjem. Torej, to je gotovo bil izjemen dosežek. Drugi dosežki seveda so bolj skromni mogoče, ampak moram reči, da obisk oziroma papežev prihod, drugi prihod v Maribor za blaženega Antona Martina Slomška, to je bil seveda moj dosežek oddelom, ampak deloma najbolj seveda, ker je sam papež se odločil, da pride ponovno v Slovenijo, katero je ljubil, ker za njega, in je to dobro vedel, Slovenija je najmlajši slovanski narod in je v našem poslaništvu imamo ob strani na istem nasropju še predstavnika največjega slovenskega naroda, Rusov. To so seveda trenutki življenja, ki postanejo nepozabni. Papež je bil pravi svetnik, kjerkoli si je prikazal, to je nastalo posebno navdušenje, zlasti mladine, ki, četudi je bil tako hrom in hodil počasi in trepetal, vendar mladina ni videla v njemu starega človeka, je videla v njemu neko izjemno osebnost, ki jo je Bog poslal v pravem času za vesoljni svet. Vsak trenutek Minkinega pa mojega življenja v Rimu je bil pravi blagoslov, ki bo ostal vedno v spominu. Nažalost so bili določeni projekti, ki sem imel v mislih, ki pa niso uspeli, takšen kot je bil recimo projekt, da bi sakralna umetnost arhitekta Plečnika bila tudi izpostavljena med najvišje dosežke v muzeju, Vatikanskem muzeju, kot so imeli pred nami Hrvatje, Mađari, pa Rusi, Romuni. Nažalost to ni prišlo do pravega zaključka, ker je bil čas, da se vračamo v Slovenijo. No, povratek domov na Goriško. Žena se je tudi odločila, da je to mogoče najboljša varianta, če tudi ni bilo lahko, kot pišete, kajti v Ameriki imate otroke,
vnuke, pravnuke, vendar ste se odločili, da se vrnete na Goriško. In sicer v hišo, pravzaprav, ki je pod kapeljo, tako da lahko celo gledate na ulice, kjer ste preživeli svoje prvo otroštvo. Ta povratek je nekje tisti krog, ki se zaključi, kot pravite v knjigi, krog je sklenjen. In mogoče pa je danes prilika, da še kdo izmed vas postavi gospodu dr. Bonutiju še kako vprašanje, da se razvije še nekaj pogovora, nekaj dialoga, kar je prav gotovo dobrodošlo. Prosim, če je kdo pripravljen postaviti kako vprašanje. Dr. Pavlin, prosim. Dr. Bonuti, pred kratkim je bil na obisku v Rimu predsednik slovenske vlade. Brali smo v časopisih ocene nekaterih uglednih duhovnikov, ki so izrazili svoje nezadovoljstvo, če lahko rečem, na tem obiskom. Češ, kaj hodi se kazati v Rim, itak ne doseže nič konkretnega. Meni se zdi pa, da katerikoli obisk, vi imate veliko izkušnje, ste bil v Rimu, poznate ambient, poznate to. Mislim, da vsak obisk nekaj prinese. Morda danes konkretnega ne, morda jutri, morda pa jutri bo. Kaj se vam zdi o tem? Kako da so duhovniki, da nekateri tako zavzeli tako stališče do tega obiska? Ja, duhovniki imajo tudi svoje mišljenje, ki gotovo se ne ujema s tem, kamor mogoče velika večina ljudi misli. Zame obisk predsednika vlade Cerarja je pozitiven dosežek. Izkazal se je kot umirjenega politika in mislim, da s časom bo res postal dober predstavnik Slovenije in dober voditelj Slovenije. Je mlad razmeroma, je človek, ki je zrastel v čisto drugačnem okolju, saj njegova mama nam je vsem znana. Spremenil je svoje poglede in gleda zelo umirjeno na bodočnost Slovenije. Jaz sem prepričan, da to je bil pravi trenutek za obisk pri papežu. Hvala, dr. Bonuti. Bernard Špacapan, prosim. Pred mnogimi desetletji bili v Clevelandu, smo bili pri dr. Bonutiju tudi na njegovem domu prespali nekaj noči in sem za to javno zahvaljujem, ampak moje vprašanje je drugo. Ko smo bili takrat v Clevelandu, smo se zelo čudili temu, da ste imeli neke vrste primorski klub, če sem prav razumel, in ste nekaj bili v nekih stalnih sporih z ostalimi Slovenci, češ da Primorcev oni ne razumejo. Nisem nikoli dobro razumel, zakaj je točno šlo. Ja, danes vidim, da se razmerje med Primorci in ostalimi Slovenci spremenilo, vendar, ko sem prišel v Cleveland, so gledali name kot na Italijana, že samo zaradi priimka, ampak tudi drugače sem bil edini Primorc, ki je prišel takrat po vojni v Cleveland. Takšno razmerje je ostalo, zato sem tudi prišel do zaključka, da je prav, da organiziram tisto malo skupino Primorcev v eno skupnost, v eno društvo. In smo potem ustanovili tale Primorski klub, ki je ogromno naredil za časa mojega bivanja, pa še danes je aktiven. Ko se združijo Slovenci, Primorci, seveda je veliko veselja, veliko petja in
to navdušuje vse. Največ je bilo to opaziti seveda s Primorci, ki so prišli v Kanado in teh je bilo veliko več kot v Clevelandu. Ob tem pa so imeli tudi Primorci v Torontu posebnega voditelja in sicer duhovnika, župnika v Torontu, patra Batiča, ki je res bil duša primorskih Slovencov v Torontu in še danes. To je nujno, če hočemo ohraniti res eno zavest, ki nam daje tisti občutek, da nismo edini v določenem okolju. Danes seveda imamo v Clevelandu še kar precejšnjo število Primorcev, ki so prišli z navadnim potnim listom jugoslovanske vlade, so tudi zavedni Slovenci in mislim, da počasi se bo slovenska skupnost v Ameriki le drobila in to moramo pričakovati, dokler so prihajali novi valovi naseljencev, so prinašali nov zagon, kot so povojni begunci prinesli nov zagon clevelandskim Slovencem. Ampak to je mrtva veja, ker danes, hvala Bogu, nimamo te nujnega problema izseljevanja, za si reševati vsakdanji kruh. Če tudi imamo ekonomsko krizo, ni tako huda, da bi bili prisiljeni, kot so bili tam okoli 20. stoletja, recimo zlasti Kraševci, ki so prihajali tja brez denarja, brez posebne vzgoje, z 2-3 leti šolske vzgoje. In končno, če pogledamo, moram reči, da ti staro naseljenci, v glavnem Kraševci, so ohranili še najbolj zavest, slovensko zavest. Še danes jih vidite, da v tretjem rodu še vedno uporabljajo slovenski jezik. Je precej skrhljiv, vendar je še zmeraj slovenski jezik. Najbolj pa seveda se jih spozna po petju, ki je najbolj značilen element našega izseljeništva. In seveda potem tudi polka, ki je danes tako razširjena po vsej Ameriki in ne samo pri Slovencih. To pa je zasluga clevelandskih Slovencov, zlasti pa nekega gospoda Petkovška, ki je vodil vsa leta ne samo radijske oddaje, ampak tudi pospeševal zanimanje za polka glasbo. Dosti bi lahko govorili o teh zadevah, seveda, ampak računajmo, da se bo situacija v Ameriki spreminjala stalno. Namreč Amerika je narod narodov, Evropa je kako bi rekli, je kontinent narodov. V Ameriki pa imamo narodov, kjer največja manjšina, ker tam sploh v Ameriki ni nobene večine, največja manjšina predstavlja mogoče kakšnih 14% celotnega prebivalstva. In tale manjšina se stalno spreminja. Ko sem jaz prišel v Ameriko, največja manjšina so bili Nemci, recimo. Potem so postali največja manjšina Črnci, ko pravimo mi, temnopoltni. Danes največja manjšina, torej okrog 14%, so pa Španci iz Južne Amerike. In nedvomno bo morda čez kakšnih 30-40 let največja manjšina iz azijskih držav. To se stalno spreminja. Če upoštevate, da v 10 letih se spremeni, pride 30 milijonov novih naseljencev. To naravno stvarja čisto drugačno okolje. In to se dogaja
ne samo v zadnje čase, ampak odkar obstaja ameriški narod, ki smo smatrali v začetku, torej že v prejšnjem stoletju, da takšen narod ne more živeti, da bo prišel do enega razkola in vendar tega razkola ga ni videti. Se pravi, da ta talilnica kultur in narodov in jezikov se v tem angleškem, ameriškem sistemu, ki je zelo tako hiter, pretočen, vendar tako hitro presnavlja, da ga ta kultura ameriška hitro asimilira. No, na tem področju manjšinskem recimo ste tudi v ameriškem kontekstu imeli pomembno vlogo, kako ste raziskovali pravzaprav to problematiko etnične pripadnosti na tem področju, cela študija, razprave in tako dalje. In prav gotovo je bilo to, bi rekel, akademsko delo značilno za pomemben čas, obdobje vašega delovanja v Clevelandu. Bi še mogoče kdo drugi kaj postavil, kako vprašanje dr. Bonutiju? Naj jaz izkoristim priliko med tem, ko vi premišljujete, kaj bi dr. Bonutija mogoče vprašali. V mojem pisanju nisem omenil recimo en zanimiv slučaj, ko sem deloval tudi za tedanjega župana Clevelanda, gospoda Vojnovića, ki je po rodu Slovenc in Srb, po očetu Srb, po materi Slovenc. Nek večer me kliče predstojnik policijske uprave in pravi, tukaj na letališču imamo nekoga, ki povzroča težave in spravi, da je bratranec župana Vojnovića. Smo gledali njegov potni list in piše, da se kliče Vojnović, ampak ne vemo, je res to sorodnik Vojnovića. So klicali še župana in pravi, ja, imam ena sorodnika, ki živijo v Hrvaškem, Topuskem, Črni potok. In verjetno je to naš bratranski, je po njegovem zelo čudno, kar nenadoma se je pojavil v Clevelandu. No, je prišlo do srečanja, so mu priredili lepo večerjo, so mu dali posebna soba v enem elitnem hotelu. Naslednje dni si je ogledal precej mesto. Seveda, nažalost, ni znal angleščine in to je bil večji problem. Zato mi je tudi Vojnović prosil, da naj malo sodelujem z njim. No, en dan župan pride k meni in pravi, glej, bova z ženo šla na pokopališče, da bo se poklonil svojemu stricu Vojnoviću. Šli smo s privatnim avtomobilom, George Vojnović, torej župan, njegova žena, Janet, ki je tudi Angleščinja po porodu in protestantka, vendar se je zelo držala tudi vseh cerkvenih obredov v katoliški cerkvi. No, in ta Vojnović, bratranec in jaz. Ta bratranec je imel en lep šopek, da ga bo podaril, postavil na grob strica. In ko pridemo tja k grobu, malo gleda, vidi ime, a ne od strica. In na to pa pravi Vojnović, no zdaj pa dajmo zmoliti, Oče naš, za našega pokojnega očeta. In ta bratranec ne zna moliti, ni znal moliti. Tako je pač zrastel v takšnem okolju. To je močno prizadelo, presenetilo župana. Smo zmolili v angleščini naš Oče naš
in potem seveda odšli iz pokopališča. Takšnih dogodkov v mojih spominju jih je veliko, ampak ta mi je ostal precej jasen, ker me je prizadelo to, da 40, kaj bi bilo, 30 let komunistične vzgoje je stvarilo takšno znanje o verskih vprašanjih, niti molitev Oče naša. Prosim. Jaz sem hotel vprašati, vi ste imeli tudi pomembno vlogo pri formaciji ljudi oziroma politikov, ki so potem bili ključnega pomena pri osamosvojitvi Slovenije. Če se ne motim, je bil pri vas tudi dr. Dimitrij Rupel, ki se je pripravil, šolal nekaj, če bi tudi kaj o tem povedal. Ja, torej, med drugimi programi, ki sem organiziral, je bilo tudi to, da sem uspel na univerzi pripraviti posebne programe z Ljubljansko univerzo, s tem, da smo pošiljali naše študente v Ljubljano, iz Ljubljane pa njihove asistente in profesorje v Cleveland. Zato vsi tile profesori, ki ne vsi, ampak kar lepo število profesorjev Ljubljanske univerze, zlasti ekonomske fakultete, jih poznam, ker so bili tudi v Clevelandu. Med njimi recimo je danes tudi tale minister za finance Mramor. To je bil en program, ki je bil povezan le z ekonomsko fakulteto, potem pa sem organiziral program, da bi študentje v Clevelandske univerze se malo več zanimali za evropska vprašanja in s tem v mislih smo svetovali, da bi prišli iz Ljubljane profesori, ki govorijo angleško, in med temi ta prvi na listi je bil tudi profesor Rupel, ker je končal doktorat na Brandeis univerzi blizu Bostona, torej je obvladal angleščino. Njegov slučaj je seveda precej zanimiv, kolikor je bil takrat tudi predsednik novoustanovljene Slovenske demokratske zveze ali kaj, in je imel težave z vodenjem te politične stranke. Imel je tudi druge probleme, ampak to je bilo glavno. Moram reči, da kot profesor je dobro prikazal stanje Slovencov v Jugoslaviji in potem tudi seveda splošne vprašanja, ki so povezana z Srednjo Evropo in Vzhodno Evropo, za kar je bil zelo dobro obveščen. Njega sem pa spoznal, in to je zanimivo, takrat, ko sem tudi prišel v stik z dr. Roterjem, ki je bil dekan fakultete za sociologijo in politologijo. Ko sem prišel prvič tja, na vratih, sosednjih vratih, sem opazil imena dr. Rupla in na drugi strani pa ime Spomenke Hribar. Tako sem počasi prišel tudi v stik z ljudmi, ki jih vi dobro poznate in jih že več let sledite njihovemu delovanju. Dr. Rupel seveda je bil zelo aktiven v politiki, zunanji politiki, diplomaciji. Z njim sem predvsej stikov zgubil, ne se ne vidva. No, prav gotovo je človek na vašem položaju imel veliko možnosti, da je spoznal veliko ljudi, tudi v Vatikanu, razne ugledne osebnosti. Tam vidim gospoda, ki bi rad nekaj vprašal. Kar prečitam naslov enega članka, ki ga tukaj čitam v vaši knjigi. In to je bolj, mislim, osebnega značaja. To pomeni, bo Slovenijo v Vatikanu zastopal človek s sumljivo preteklostjo. Kaj pomeni to? Ja, torej... Zato sem rekel bolj nažalost, osebnega značaja.
kot tudi drugje, tako tudi v Clevelandu sem imel, tudi kateri od vas, hude nasprotnike in seveda ti nasprotniki, zlasti dva sta bila, ki sta mi metala polena pod noge za vsako delovanje, za vsak projekt, za vsako inicijativo, ki sem tam začel. Tako se je tudi zgodilo, da ob času, ko sem se pripravljal za imenovanje za veleposlanika, je prihajalo z Clevelanda cela vrsta negativnih pisem, in sicer od skupine beguncev, ki so bili nasprotni mojemu delovanju, mojemu pogledom. Meni se je zdelo zmeraj važno, da se gleda na to, kaj nekdo nudi, ne pa kdo kaj nudi. In zato sem tudi veliko sodeloval s staronaseljenci in tudi tistimi, ki so bili povezani in še so vedno povezani, recimo s Bratsko zvezo, ki je socialistično ustrojena. Vendar moramo se zavedati, da Slovenci ne moramo biti vsi istega mnenja. In če so bili tam v Ameriki tudi Slovenci, ki so bolj socialistično mislili, s tem ni bilo rečeno, da niso zavedni Slovenci. In zato se mi je zdelo umestno, da tudi s takšnimi se sodeluje. Seveda to določene skupine niso sprejele in s tem, ko je prišlo do tega, da se me imenuje za veleposlanika, je prišlo do takšnih trenj, ki so prišle celo do Slovenije in tako nažalost je prišlo tudi v časopis Demokracija, torej časopis Janeza Janša, ki je potem zahteval od članov njegove stranke, ko se je šlo za voliti, da so proti meni volili. Eden od tistih članov odbora je bil podpredsednik Janševe stranke, mi je poznal dobro, ker je prišel v Ameriko kot župan na povabilo ameriške vlade in seveda je tudi mene dobro spoznal. In tisto jutro, ko so volili, pride k meni ob 7:30 zjutraj pa pravi, veš, mi je žal, ampak moram voliti proti tebi. Tako je pač struktura političnih strank tukaj v Sloveniji. No, še to zanimivo pričevanje smo slišali. Veliko je takih osebnih dogodkov, ki bi jih lahko nam današnji govornik predstavil, povedal. Res bogato življenje in prav zato boste gotovo z veseljem knjigo prebrali, kajti beremo te spomine, kot da bi šlo za roman. Gre pa za res živo, plodno življenje človeka, ki pravzaprav s svojim zadržanjem, s svojim življenjem, s svojimi izbirami dokazuje, da je izredno zrela, uravnovešena in inteligentna osebnost, da zna pač presoditi položaj in ocenjevati dejanja, dogodke in a priori z nekimi predsodki, kar pavšalno meriti in soditi stanje ljudi in dogajanje. No, verjetno bi s tem ta uradni, formalni del sklenili. Jaz bi rad samo še v imenu Goriške mohorjeve družbe izrazil veliko hvaležnost najprej gospodu Medveščku, ki je oblikoval tudi to 25. knjigo iz zbirke Naše korenine. Pavel Medvešček je znani umetnik, oblikovalec in tudi etnograf, ki bo to nedeljo prejel pomembno priznanje, poklicno priznanje Štrekljevo nagrado za delo, ki ga je opravil na področju zbiranja gradiva o staroverstvu med Slovenci. Izredno zanimiva razstava je bila na gradu Kromberk, potem na
v Cerknem in prav gotovo je bojo še marsikaj pokazali, ki prikazuje, kako daleč in kako dolgo v naš čas so se ohranile starodavne, še poganske verske navade, ki pa so izredno blizu bile očitno ljudem, ki so bile svojim življenjem navezani na naravo, na kmečki tempo življenja in razmere. Torej, Medveščku smo hvaležni za vse delo, ki ga je vseh teh 25 knjig opravil za Goriško-Mohorjevo družbo. Nadalje smo zelo hvaležni tiskarni grafiki Gorecijana iz Štandreža. To je tiskarna, ki je ponovno potrdila svojo visoko profesionalnost, resnost, natančnost pri delu in smo jim res hvaležni za skrb, ki jo posvečajo našim izdajam. Hvaležni pa smo tudi uglednemu znanemu vinogradniku Robertu Prinčiču iz Gradiškute, ki nocoj časti svojimi odličnimi vini. Torej, hvala vsem vam, da ste prišli na ta večer pod Lipami in vabljeni ste, da se z nami zadržite še tukaj v sosednjih prostorih, da mogoče v bolj sproščenem vzdušju povemo še kako besedo, se še kaj pogovorimo in izmenjamo pač vtise o tem pogovoru. Hvala lepa in vabljeni ste. Čakaj še trenutek, prosim. Ja, Marko v glavnem je povedal že vse. Jaz imam le dve obvestili, in sicer kot znano nedeljo tisti od Srečanj pod Lipami prirejamo obisk spominske svečanosti v Kočevskem rogu. Zdaj ne vem, Tamara, če je še kakšno mesto, mislim, da smo napolnili avtobus. Torej, le obvestilo, da avtobus štarta tu iz kulturnega centra ob 7 zjutraj, tako če ste lahko nekaj prej, 4 ure prej. Drugo obvestilo pa je vezano na naslednji večer, in sicer 19. junija, izjemoma bomo naredili to na petek, bomo proslavili kot edini v zamejstvu še Dan državnosti. Po zaslugi Marjana Trpina se to proslavljanje vije od vsega začetka, letošnja je 24. Ta proslavljanje Dneva državnosti, običajno je bilo to v Števerjanu, letos bomo to naredili tu v Gorici, v sodelovanju s Svetovnim slovenskim kongresom. Častni gost našega večera bo Janez Janša, katerega bomo vprašali tudi za to anekdoto, o kateri je bil sedaj govor. Zamejski zorni kot oziroma gost skupaj z Janšo pa bo Drago Štoka, zato ste vabljeni naslednji petek 19. tudi na Dan državnosti. Hvala. Hvala, Riki Jazvar. Besedo predajam gospodu, prosim. Dobro večer, najlepši pozdrav vsem skupaj prisotnim. Tudi moj prijatelj, ki je tukaj prisoten, ki je izdal tako lepo knjigo pod Lipami, je deležen iz našega studija internacionalnega Oskar Gojnja, torej dizajn in naša galerija, ki je ena najstarejših v Sloveniji. Mi občasno podamo na področju umetnosti, dizajna in filozofije in tako naprej tudi eno posebno nagrado in danes je naš profesor sprejel to nagrado in sicer zanimivo. Smo pod Lipami, lipa pomeni Božje drevo in pod Božjim drevesem rastijo lipicanci. In za nagrado, za življenjsko delo zlatega lipicanca dobi. Hvala gospodu Oskarju Kogoju za Hvala gospodu Oskarju Kogoju za ta sklep večera ob izidu in predstavitvi knjige Med izbiro in zgodovino našega nocojšnjega uglednega gosta, gospoda veleposlanika Karla Bonutija. Hvala lepa. Torej, in kot rečeno, vsi ste povabljeni na
Kozarec. Mogoče še gospod predsednik. Samo še to, avtor bo tukaj na razpolago, če kdo želi njegov podpis v knjigo.